device, lepo pozdravljene na kanalu Teja Tarot. Z vami sem Teja in v tem videu bom za vas pogledala, kaj vam tarot karte napovedujejo za mesec januar 2021. Jaz sem karte že zmešala predhodno, tako da bomo kar začeli. Evo, zdaj s temi kartami bomo pogledali splošno energijo za mesec januar in za vsak teden posebej. Zdaj tako, preden začnemo, bi rada še poudarila, da so to splošne napovedi, zato ni nujno, da vse je namenjeno tebi. Spremi tisto, kar se ti zdi, da se poistoveti s tabo in s tvojo situacijo, vse drugo pa enostavno ignoriraj. Ok, zdaj še razdelimo na kupčke. Ok. Že med mešanjem sem videla device dosti takih čustvenih kart in nekako sem dobila občutek, da bo vaš mesec januar nekako osredotočen v ljubezen in odnose. Oziroma v nekaj, kar vam prinaša neko čustveno srečo. In tukaj imamo tudi kot splošno energijo meseca šestico kelihov. To pomeni, da bo ta mesec za vas zelo tak nostalgičen, mogoče boste urejali nekaj iz preteklosti, mogoče kakšne odnose iz preteklosti boste spet spravljali v neko harmonijo. Tukaj gre lahko tudi za nekaj, kar ste v preteklosti mogoče nekje pozabili, v smislu, da ste imeli nek čustven zagon in potem so vas okoliščine nekako porinile proč od tega, nekako vrnili se boste nazaj k temu, obudili te spomine, mogoče ta čustva, te želje in stopali naprej. Tukaj so tudi na karti otroci, tako da če imate otroke, je lahko ta mesec nekako bolj posvečen njim in odnosu do njih. Ok, prvi teden imamo as palic, že prvi teden začenjamo energično, device. Tukaj je videti, da boste polne energije, zagona, neka nova pot se vam odpira, pardon, sem izgubila misli. Samo eni devici, če bo to gledala, bi rada pokazala tukaj kameleončka, mislim, kuščarja, tako da, ok, to je čisto nekaj mimogrede. Se pravi, prvi teden bo nekako neka nova pot se odprla, polno energije, zagona, ne vem, malček sem se izgubila, pardon. Ok, drugi teden imamo devetico palic, se pravi, drugi teden že nekaj zaključujemo. Nekaj, kar ste device začele, boste tukaj zaključevale, v bistvu nekako boste to nekako pripeljali do nekega konca oziroma do neke faze, ko potem to lahko v bistvu se razvije v nekaj več. Bomo potem še z drugimi kartami pogledali bolj natančno. V tretjem tednu imamo vice za kelihov. Tretji teden bo zelo nekako čustven, čustva vas bodo gnala naprej, device. Tukaj tudi vaš simbol. Tako da definitivno bo to nekaj, bo ta teden nekako posvečen vam. Čutili boste, da imate tukaj vso kontrolo v svojih rokah, nekako je videti nek tak lep čustveni napredek. In v četrtem tednu imamo štirico palic. Četrti teden bo nekako posvečen domu in družini, sploh ker imamo tukaj tele karte z otroci. Lahko pa predstavlja tudi neke nove temelje na poslovnem področju, recimo neke nove temelje na poslovnem področju, lahko tudi na finančnem, pač kjerkoli imate trenutno največ izzivov. Ja, definitivno lep zaključek januarja trenutno deluje. Poglejmo zdaj še s temi kartami konkretne dogodke in kaj se bo točno dogajalo. Ok, to pa že tretjič se mi je zgodilo, da je tukaj prišel paž novcev. Zanimivo. Že pri 3 znamenjih je bilo tako. Torej, kot nek osrednji dogodek tega meseca bo neka poslovna priložnost, lahko je neka priložnost, ki vam bo pomagala vzpostaviti recimo boljši odnos z vašimi otroci ali pa s to neko čustveno, to neko stvarjo iz preteklosti, ki sem jo prej omenjala, bo nekako
da nekako spet pride v vaše življenje ali pa da se ji nekako spet posvetite. In poglejmo še lekcijo za ta mesec. Splošna lekcija tega meseca je as palic. Še enkrat as palic. Torej, v tem mesecu boste device imeli lekcijo, da začnete to neko novo pot. In ta nova pot se vam bo že pokazala v prvem tednu januarja in v bistvu ta vaša lekcija se vam bo že razkrila v prvem tednu januarja in ta lekcija je v bistvu nekako tematika tega meseca. To stvar nekako morate peljati naprej in jo nekako tudi nadgraditi in ustvariti neke dobre temelje. Poglejmo točno, kaj se bo dogajalo v tem prvem tednu. Imamo pravico, imamo 3 palice narobe obrnjene in imamo karto zmernost. Še tako, če pokažem. Torej, tukaj se bo zgodilo nekaj v prvem tednu, kar bo postavilo vaše življenje v ravnovesje. To je lahko že ta neka nova energija, lahko je to neka priložnost ali pa lahko je tudi samo neka ideja, mislim, ne ideja, ne toliko, ampak bolj neka notranja energija v glavnem je, ki vam bo pomagala, da nekako življenje postavite v ravnovesje. In tukaj je videti, da nekako ne boste še šli v akcijo, tukaj boste se še nekako obotavljali, nekaj boste še čakali, mogoče tuhtali. Jaz bi rekla, glede na to, da imamo tukaj zmernost, boste nekako odlašali, ker boste vedeli, da pot do cilja še ni tako blizu, da je še kar daleč in nekako boste še kolebali med tem, kako pa kaj naprej. Ja, ne vem, bomo pogledali zdaj lekcije. Kot lekcije imamo viteza mečev in svečenika. Torej, vaša lekcija je v bistvu, da ohranite čiste misli in da greste tej poti naprej. Tukaj je videti, da boste nekako v dvomih, malo boste debatirali, kako pa kaj, ampak vaša lekcija je, da stopite naprej, da greste tem energijam, ki vas bodo presenetile v začetku januarja, da jim sledite. In to bo vam tudi dalo neko novo znanje, odprlo vam bo neke nove možnosti, morda celo pride v vaše življenje neka oseba, ki vam bo pomagala na tej poti. V drugem tednu zaključujete. Kaj točno zaključujete? Imamo kralja novcev obrnjenega narobe, 4 kelihov obrnjeno narobe in ponovno 9 palic. Torej, to neko znanje oziroma ta oseba, ki bo prišla v prvem tednu kot neka lekcija, vam bo dala neko samozavest za naprej, ampak nekako boste imeli občutek, nekako tle dobivam občutek, kot da si boste premislili glede vsega. Nekako boste imeli občutek, sej jaz sem v redu, jaz sem dosegla, kar sem nekako hotela na tem področju, ampak kmalu zatem si boste premislili in boste že začeli razmišljati, če je to res tisto, kar ste si želeli, ali bi vseeno radi nekaj več. Ampak da to dosežete, bo treba iti izven cone udobja. Izven cone udobja, torej zaključek v bistvu nekega skrivanja, bi tukaj rekla. Videti je, da ste v preteklosti na tem področju že imeli neke preizkušnje, ki so vas nekako porinile, ki so vas nekako omejevale, da bi stopali naprej, ampak tukaj bo treba v bistvu narediti nek korak izven cone udobja in nekako se soočiti s to preteklostjo, mogoče s temi dvomi, strahovi in tako naprej. Poglejmo, kaj je lekcija za drugi teden. Sodba in 2 palic. Vaša lekcija tukaj, ta sodba govori prav o tem, kar sem lihkar rekla. Ko stopiš ven iz cone udobja, ko se nehaš skrivati v omari, ko nehaš skrivati svoje talente z mislimi, joj, kaj si bodo pa drugi mislili, kaj bodo drugi rekli, kaj če mi spodleti. In recimo dosti ljudi tako skriva svoje talente
v omari in ta karta nekako kaže na to, da je potrebno tukaj stopiti ven in pokazati svoj pravi obraz ljudem. Ni nujno, da ljudem kot v smislu javnosti, ampak na nek način povedati, kdo ste v resnici. To bo na nek način za vas izziv, ker tukaj nekaj vidim, da še premišljujete, nekaj še analizirate, kako pa kaj točno. Ampak jaz mislim, da imate tukaj, da boste imeli vse pod kontrolo, tako da ne se obremenjevati. Device, pogumno naprej k novim možnostim naproti. Ok, potem imamo v 3. tednu viteza kelihov in tukaj imamo 6 palic. Imamo svečenika ponovno narobe obrnjenega in imamo norca narobe obrnjenega. Zanimivo, device. Vaš januar bo zelo tak zanimiv. V 3. tednu jaz vidim, da boste tukaj že stopili iz vaše cone udobja in kmalu zatem, zelo kmalu, boste tudi dobili potrditev drugih ljudi, da ste na pravi poti. Zdaj, ta cona udobja, ker sem prej omenjala tukaj otroke ali pa neke take čustvene stvari, lahko pomeni enostavno, da poveš nekaj, kar mogoče si držal v sebi dolgo časa in nekako si nisi upal, ker nisi vedel, kako bodo drugi reagirali. In potem, ko to v bistvu poveš ali pa narediš nekaj, dobiš potrditev drugih, da si naredil prav, da si v bistvu pravilno pristopil in tukaj vas, device, čaka neka lepa taka majhna zmagica. Ta zmagica vam bo tudi dala nek ključ za prihodnost. Nekaj lepega boste odkrili, nekaj novega se boste naučili. Tukaj lahko gre tudi za neko močno povezavo z vašo željo, z vašo situacijo, karkoli pač tukaj je. Jaz upam, da si boste te pomene znali sami interpretirati v vašo situacijo. Ampak tukaj se odpira nek ključ, neka taka priložnost, da v bistvu greste naprej in tale norec tukaj to govori, da boste to tudi sprejeli, ta nov podvig. In tukaj se vidi začetek nečesa novega, nekaj, kar mogoče še nikoli prej niste delali, nekaj popolnoma novega, nekaj, kjer sploh nimate izkušenj in mogoče še niti ne veste, kako se bo nekaj izšlo. Ampak mislim, da vas to ne bi smelo skrbeti. Bomo pogledali zdaj lekcije. Imamo ponovno 6 kelihov, to smo imeli tukaj na sredini, in imamo 5 mečev. Ok. Ja, ok, tukaj bo v bistvu s to zmago nekako pride tudi tole, kar si boste želeli prizadevati v mesecu januarju, se pravi, ta neka splošna energija bo v 3. tednu prišla še bolj do izraza, ampak tukaj je videti, da boste imeli neke notranje konflikte, ki jih boste morali premagati. Tukaj so lahko te konflikti, recimo, da niste pripravljeni na ta nov začetek, da niste pripravljeni na to novo pot in nekako boste kolebali, zato je mogoče tudi obrnjen ta norec narobe. Pač za nekatere ta norec lahko pomeni, da se lotite nečesa novega, nekaj, kar še nikoli v življenju niste počeli. Lahko pa pomeni tudi, da v bistvu imate dosti strahov, kaj pa, če mi ne bo uspelo, ne. In da pristopate k tej novi poti s tako energijo, kar ni glih najboljše, in zato bi bila ta lekcija nekako, da najdete mir in stabilnost v tej vaši novi poti in premagate vse te notranje konflikte, ko ne boste vedeli, kako pa kaj, kakšen korak izbrati in kakšen korak narediti, da v bistvu to na nek način premagate in ja, stopite naprej. Ok, v 4. tednu, ko imamo 4 palic, je kot dogodek tukaj 7 mečev, kralj palic in kralj kelihov. Torej, tukaj imamo 2 kralja. 7 mečev tukaj govori o tem, da se lahko pojavi nekdo. Jaz mislim, da bo tukaj nekdo, da je to neka tretja oseba, ki lahko pride do vas in vam na nek način vzame več, kot si zasluži, ali pa nekako si pobere neke zasluge za nekaj, kar sploh
za kar sploh ni zaslužena. Torej lahko tukaj recimo pomeni, da je to neka oseba, ki vam je pomagala ali karkoli v preteklosti in tukaj nekako želi te zasluge nekako prevzeti nase. Lahko gre tudi za neko osebo, ki je do vas neiskrena, lahko gre za kakšne laži in prevare, ki bodo prišle na dan, ampak kot kaže ta kralj palic, če pogledamo, je ta kraljic, tukaj ima recimo tako pest in nekako se ne pusti, ne dovoli temu, da mu vzame nekaj, kar pripada vam, device. Spravi, vi device boste zelo močne, tukaj te neiskrenosti ne boste tolerirali niti podrazno. Tukaj je videti, da boste zelo odločene in v bistvu tudi ta izkušnja vam bo tudi pomagala, da naredite neke spremembe v vašem življenju. In tukaj se potem vidi tudi ta kralj kelihov. Kralj kelihov predstavlja neko stabilnost. Ko se okoli nas dogajajo take neke čustveni izzivi ali pa neke take preizkušnje, je kralj kelihov stabilen, ne glede na to, kaj se okrog njega dogaja. Poglejmo še lekcije. Tukaj imamo dvojko kelihov in osmico palic. Zdaj, ta odnos, lahko da je to nek romantični odnos, lahko je poslovni odnos, lahko je odnos do vaših otrok, že ker imamo tukaj toliko takih šestic kelihov, ki nekako nakazujejo na te odnose. Tukaj gre v bistvu za to, da v tej situaciji spoznate neko v bistvu, zdaj ljubezen, lahko bi rekla ljubezen, čeprav recimo v poslovnem partnerstvu ni glih, ne gre za ljubezen, ampak gre za neko v bistvu sočutje, neko vzajemno sodelovanje, doseganje nekih skupnih interesov in tlele recimo, glede na to, da imamo to karto, ki je nekako negativna, torej gre za neke laži pa to, jaz bi rekla, da boste tukaj, da bo vaša lekcija, da v tem prepoznate neko dobro plat in mogoče kljub temu s to osebo tudi nadaljujete poslovanje ali odnos ali pač karkoli imate in tukaj bo tudi zelo hitro bo treba reagirati. Tu v tem tednu ne bo časa za premisleke, ne bo časa za analiziranje, potrebno bo hitro sprejeti odločitev in iti proti njej naprej. Device, upam, da vam je bila ta napoved všeč. Upam, da ste si jo znali razlagati. Definitivno pustite kakšen like, če vam je bila napoved všeč, tako mi boste dali vedeti, da so vam napovedi všeč in da si tega želite tudi v prihodnosti. Če imate kakšno vprašanje, če vas karkoli zanima o meni, o kartah, o mojem delu, napišite spodaj komentar, vse bom prebrala in na vsa vprašanja bom odgovorila. Lahko tudi donirate, če ste za to. V infoboxu imate vse podatke za donacijo in pa tudi en kup drugih podatkov, zato si definitivno pogledajte in preberite, če vas karkoli zanima. Device, želim vam lepo praznovanje novega leta, uživajte v družbi vaših bližnjih in se potem konec januarja vidimo spet v novi napovedi za februar 2021. Čau!